Bališevi in Žitniku turistično priznanje. Varujemo kulturno dediščino. Rešitev za neprijazen podhod. V spomin na talce. Na obisku pri Zamejcih. V zavetju svete Magdalene. Hiša na hribu odprla vrata. Slovo od počitnic. Priprave na športno sezono. Lepo pozdravljeni. Pravkar se končuje zaključna prireditev naše medvoške akcije Moja dežela, lepa in gostoljubna. Na predlog ocenjevalne komisije so podelili 10 priznanj v različnih kategorijah. Turistična zveza Medvode, pod okriljem katere sicer poteka ta tradicionalna akcija že 23. zapored, pa še 2 posebni priznanji za doprinos k razvoju turizma v naši občini. In sicer Juretu Žitniku in Vidi Bališ. Čestitke dobitnikom priznanj, več o tem pa v prihodnji oddaji. Nadaljujemo pa s temo, ki prav tako vpliva na podobo krajev, v katerih prebivamo. Od 12. avgusta dalje pa vse do 17. septembra so javno razgrnjeni osnutki odlokov o novelaciji kulturnih spomenikov lokalnega pomena. Za 19 cerkva, grad, muzej in grajsko kaščo v Goričanah, dvorec in park družine Lazarini v Valburgi ter Kalvarijo in stari grad v Smledniku, ki so bili že sedaj razglašeni za kulturne spomenike lokalnega pomena. Javno razgrnjeni pa so tudi 4 osnutki odlokov, s katerimi namerava občina Medvode za kulturne spomenike lokalnega pomena razglasiti še grobne kapele rodbine Lazarini v Smledniku, krvavo znamenje v Valburgi, kapelico svetega Urha v Smledniku in kužno znamenje v Medvodah. Javna razgrnitev, tokrat brez javne obravnave, je prvenstveno namenjena lastnikom kulturnih spomenikov in lastnikom zemljišč znotraj območij ali v vplivnem območju kulturnih spomenikov. Kot sporočajo iz občinske uprave, dejansko ne gre za večje spremembe, ampak zgolj za novelacijo odlokov. V konkretnem primeru res ne gre za velike spremembe, bolj za v bistvu novelacijo veljavnih odlokov, nekakšna posodobitev oziroma lokalizacijo. Gre namreč za 23 objektov v naši občini, od tega je 19 cerkva, ki so bili že razglašeni za kulturne spomenike, vendar v okviru 2 odlokov, ki sta bila sprejeta leta 1990 in 1991, torej še v času delovanja občine Ljubljana Šiška. Vendar sta ta 2 odloka vključevala tudi spomenike, ki ne ležijo na območju občine, zato smo nekako smatrali, da bi bilo smiselno oziroma pravilno, da spomenike, ki ležijo na območju naše občine, uredimo z novim aktom, se pravi, da se smatra, da so to v bistvu medvoški spomeniki in v bistvu, da se ustrezno pravno uredi njihov status. Ker gre za novelacijo že razglašenih spomenikov, zakonodaja ne predvideva javne razgrnitve, vendar smo se za to odločili po vrsti pomislekov, ki so bili izraženi na seji občinskega sveta. Že spomladi leta 2018 je občina pozvala občane in skupine občanov, da predlagajo objekte kulturnih spomenikov za vpis v register kulturne dediščine in morebitne nove razglasitve za objekte kulturne dediščine lokalnega pomena. Pred tem so namreč prejeli posamezne pobude za ustrezno zaščito spomenikov, pretežno na območju pokopališč. Po prejetju skupno 137 predlogov, res da večino njih niso dali lastniki sami, je občinska uprava vse predloge posredovala Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki je strokovno ocenila, da se lahko na novo razglasijo za kulturne spomenike lokalnega pomena še 4 objekti. To so grobne kapele rodbine Lazarini v Smledniku, krvavo znamenje v Valburgi, kapelica svetega Urha v Smledniku in kužno znamenje v Medvodah. O teh razglasitvah je občina Medvode lastnike v skladu z zakonodajo predhodno že obvestila. Naknadno po obravnavi osnutka odlokov na seji občinskega sveta, spomnimo se, več dilem je izpostavil predvsem Miran Šuštaršič iz nestrankarske liste Špon, pa je torej presodila, da bi bilo primerno razpisati tudi javno naznanilo o javni razgrnitvi namere novelacije odlokov.
Samimi novelacijami teh že obstoječih, se pravi že razglašenih spomenikov, dejansko novih obveznosti za lastnike ni. V veljavnem odloku oziroma v veljavnih odlokih obveznosti lastnikom res da niso natančno določena, vendar jih k upoštevanju tega že zavezuje veljavna zakonodaja. Z 4 novimi razglasitvami pa se od lastnikov pričakuje, da se upošteva varstven režim, ki je naveden v vseh novelacijah in pa se pravi v primeru, se pravi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Lastnikom objektov razglašenih za kulturne spomenike so tako naložene nekatere od naslednjih obveznosti. Strokovno vzdrževanje in obnavljanje spomenika in njegovih delov ter izvirnih prvin arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine spomenika ter notranje opreme po načelu ohranjanja izvirne lege, oblike konstrukcijskih elementov, materialov, struktur in barvne podobe. Prepoved spreminjanja varovanih vrednot izvirne arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine z rušenjem, odstranjevanjem, kot tudi z nadzidavo, prezidavo in dodajanjem posameznih prvin. V primeru okrnitve spomenika ali njegovega varovanega dela je treba zagotoviti strokovno prenovo in vzpostavitev stanja pred posegom oziroma prvotno stanje na stroške povzročitelja. Zagotavljati ustrezne namembnosti celote in posameznih delov v skladu z varovanimi vrednotami spomenika in njegovo osnovno namembnostjo. Zagotavljati dostop javnosti v obsegu, ki ne ogroža varovanja spomenika ter pravic lastnika, in zagotoviti predhodno izdelavo konzervatorskega načrta za večje posege v spomenik ali njegovo celovito prenovo. Lastniki razglašenih spomenikov lahko pridobijo določena sredstva iz občinskega proračuna, iz proračunski postavki, ki je namenjena vzdrževanju in obnovi kulturnih spomenikov. Seveda po predhodni pridobitvi soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Že na prej omenjeni seji se je še največ dilem nanašalo na to, kakšne so obveznosti ne le lastnikov nepremičnin, ki so razglašene za kulturne spomenike lokalnega pomena, ampak tudi za lastnike zemljišč, ki so v njegovem vplivnem območju. Kot je bilo že navedeno, morajo lastniki zemljišč v tem vplivnem območju upoštevati določen varstven režim. Zdaj, treba je poudariti, da ta varstven režim ni tako strog, kot se ga morebiti želi predstaviti. Vendar je pa vseeno treba poudariti, da ni vseeno, kaj se nahaja v neposredni bližini, da recimo cerkva v neposredni bližini posameznega spomenika ali gradu. Lahko rečemo, niso prepovedani vsi posegi, vendar za vse posege v tem vplivnem območju je potrebno pridobiti kaj? Ja, potrebno je pridobiti soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Lastnikom zemljišč v vplivnih območjih kulturnega spomenika so namreč naložene predvsem naslednje obveznosti. Ohranjanje nepozidanosti odprtega prostora z ohranjanjem tradicionalne rabe prostora, prepoved postavljanja objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam, razen v izjemnih primerih, ki jih s predhodnim konzervatorskim soglasjem odobri Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, enota Ljubljana, in prepoved vseh posegov v plasti vplivnega območja, razen pooblaščenim osebam s predhodnim pisnim soglasjem zavoda. Na pisma občanov, kjer se le-ti ne podpišejo z imenom in priimkom, se načeloma ne odzovemo, razen če ne gre za problem, na katerega se že dlje opozarja. Kar pa podhod pod železniško progo v Preski prav gotovo je. Zato smo poiskali odgovor, v kakšni fazi je iskanje rešitve za neprijazen in celo nevaren podhod.
Občani, ki smo prisiljeni uporabljati ta podhod. Tako so se podpisali pod pismo, ki so ga v začetku avgusta naslovili na župana občine Medvode Nejca Smoleta in v vednost lokalnim medijem. Pišejo mu, da so sicer zadovoljni s projekti, ki so bili slavnostno odprti ob občinskem prazniku, da pa ga vendarle spominjajo na obljubo dano pred več kot 2 letoma, da se uredi podhod pod železniško progo v Preski. Ugotavljajo, da je podhod neprijazen ne le do starejših, do mamic z otroškimi vozički ter invalidov, ampak je tudi nevaren za vse druge uporabnike. Za primer navajajo podhod pod krožiščem na Klancu in zaključujejo, citiram, da ni vrag, da se tudi za naš podhod ne bi našlo čimprejšnjo rešitev. Najbrž bi se s temi njihovimi ugotovitvami strinjal še kdo. V občinski upravi sicer instant rešitev ne vidijo, je pa reševanje podhoda sestavni del večjega projekta ureditve kolesarske poti Preska Medvode Pirniče Vikrče. S problematiko podhoda so se v občinski upravi namreč začeli ukvarjati že sočasno z izgradnjo trgovskega objekta Špar ter takratne ureditve Barletove ceste. Izdelan je bil geodetski posnetek vseh komunalnih vodov in nekaj variantnih ureditev podhoda z okvirno oceno stroškov. Ker pa so bile ocene stroškov zaradi prestavitve komunalnih vodov zelo velike in občina v proračunu ni imela sredstev v ta namen, prav tako pa se je pokazala možnost, da bi se podhod lahko uredil z evropskimi sredstvi prek ljubljanske urbane regije, so se odločili za slednjo varianto. Ureditev podvoza je del našega projekta, s katerim smo že začeli, in sicer v sklopu izgradnje kolesarske povezave od Vikrč do Verja in potem naprej do Preske bomo v sklopu tega projekta tudi uredili podvoz Preska. Sedaj stojiva na enem takem prostoru, kjer naj bi bilo kaj? Tu je načrtovana brv čez Savo, v bistvu del kolesarske poti. Projekt se začne na meji z mestno občino Ljubljana in poteka preko obstoječe brvi za pešce in kolesarje čez reko Savo, ki povezuje Medno in Vikrče. Pot se približa vasi Spodnje Pirniče, poteka mimo Toplega vrelca Straža in po polju nadaljuje proti naselju Verje. Kolesarska pot se nato spusti na spodnjo traso ob reki Savi in jo prečka preko brvi do središča Medvod. Nadaljuje se po Seškovi cesti, prečka Gorenjsko cesto, se preko Barletove spusti v prej omenjeni podhod in se nadaljuje do Preske. V kakšni fazi je celoten projekt? Trenutno se izdeluje projektna dokumentacija, večina projektnih pogojev smo že prejeli, upravljeno je bilo že kar nekaj razgovorov z nosilci urejanja prostora. Projekt je bil že predstavljen na Ministrstvu za infrastrukturo in uvrščen v dogovor za razvoj regij, kar pomeni, da imamo sredstva rezervirana. Računamo, da bomo do konca leta izdelali vso projektno dokumentacijo, pridobili tudi gradbeno dovoljenje za brv in potem v drugem letu vložili vlogo za pridobitev evropskih sredstev in potem že lahko rečem v drugi polovici leta že začeli z gradnjo. Investicija je del dogovora za razvoj regij in jo bo delno financirala Evropska unija. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti. Ocenjena skupna vrednost projekta, ki obsega stroške izdelave projektne in investicijske dokumentacije, odkup zemljišč potrebnih za izvedbo projekta, stroške nadzora, obveščanja javnosti in za samo gradnjo, izgradnjo kolesarske poti z opremo in izgradnjo brvi čez reko Savo ter ureditev podhoda Preska pod železniško progo, ki bo primeren tudi za uporabnike koles, vozičkov in starejših, znaša skupaj z DDV-jem 1 430 000 evrov. Od tega naj bi bil 1 150 000 evrov financiran z evropskimi sredstvi. In kakšen podhod se torej obeta? V možnih rešitvah se je celo poigravalo z možnostjo ali rampa ali dvigalo. Vemo, da je podvoz neprimeren oziroma neprimeren za uporabnike, tako kolesarje kot uporabnike otroških vozičkov. Zato iščemo varianto, ki bi v bistvu imela tako rampo, da bi se lahko po njej vsi vozili. Težava je v tem, da na tistem območju poteka ogromno komunalnih vodov in v bistvu naša rešitev bo pogojena z rešitvijo teh komunalnih vodov s prestavitvijo, kar bo predstavljalo velik strošek oziroma iščemo vse možne variante, kako to urediti.
Do takrat pa v občinski upravi obljubljajo minimalno sanacijo stopnic, da bodo varne. Ogled in popis je bil že opravljen. Za vse tiste, ki morda tega še ne veste, Občina Medvode je po 10 letih ponovno podelila naziv častnega občana in to kar 2 občanoma. Jožetu Šilarju, ki se je v tem času že veselil uspeha ekipe mladink PGD Zbilje, ki so postale olimpijske prvakinje, in Janezu Šušteršiču, ki smo ga spremljali na obisku k Slovencem v Italiji v Števerjan, kamor je prenesel ustno vabilo na praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti. Prejšnji ponedeljek, tik pred odstopom tokratne italijanske vlade, smo na obisku Števerjan spremljali 2 člana organizacijskega odbora za prireditev na dan samostojnosti in enotnosti 26. decembra ob cerkvi svetega Jakoba na Brezovici, Miroslava Mozetiča, nekdanjega ustavnega sodnika, sedaj Medvoščana, nekdaj pa Vipavca, in častnega občana občine Medvode Janeza Šušteršiča. V Števerjanu, najbolj poznanem kraju v italijanskem delu Goriških Brd, sta obiskala nekdanjega župana Adriana Corsija, zvestega obiskovalca te medvoške slovesnosti. Prvič je delegacija Števerjana prireditev na Svetem Jakobu obiskala po naključju. To je bilo čisto spontano. Mi smo v letu 1991 edino proslavo v Sloveniji v počastitev dneva samostojnosti in enotnosti. Takrat še ni bil ta praznik uradno. In ti ljudje, ki so čutili to v zamejstvu, da so Slovenci, da imajo sicer čez mejo svojo državo, so prišli na Sveti Jakob in od takrat smo res, nam rekel, najboljši prijatelji, ampak to bi bilo premalo, ne. Vezi so se sprva sicer utrdile kot pobratenje med slovensko skupnostjo v Italiji in takratnim slovenskimi krščanskimi demokrati pri nas. Ampak ne glede, da smo šli na ta strankarske poti, je predvsem ta človeški odnos bil vedno izredno prisoten. In tukaj poudarjam, da to presega katerekoli ideološke pregrade. Predvsem to, da je to eno ljudsko srečanje, kjer določeni vrhovi mogoče niso niti prisotni, ampak predvsem je to narodni praznik. In z tega vidika, gledano z našega zornega kota, ki smo preko meje, absolutno je pozitivno in predvsem zato, ker stalno se poudarja tale slovenski duh, tale slovenska povezava, ne glede na administrativne meje. Prav prihod Števerjancev je za Janeza Šušteršiča ena od glavnih motivacij za organizacijo prireditve na Svetem Jakobu. Predvsem mene osebno motiviralo to, da so vsako leto prišli prijatelji iz Italije, ki jim je to pomenilo nad vse. In sam sem rekel, včasih je bila kriza finančna, noben ni hotel, nič zraven prispevati. Sem rekel, pa kaj bojo rekli te gospodje, ki pridejo iz Italije, ki grejo 150 km, žrtvujejo svoj čas in si predstavljate iz mediteranskih okolij v snežni metež na Svetem Jakobu. Leta 2007 je organizacijski odbor Svetega Jakoba Corsiju podelil posebno priznanje, med drugim tudi zato, ker je zaveden Slovenec, ki slovenstvo goji in ga razvija. Predvsem pa je Slovenec, ki zgodbo meja dobro pozna, predvsem zgodbo kmetovalcev, ki so imeli po letu 1947 svojo zemljo na obeh stranih meje. Ta je Brda razdelila na italijansko tretjino in slovenski 2/3. In kako Corsi mejo občuti po letu 2004? Mi vsi v Evropi imamo v glavah še vedno določene meje. In dokler ne bomo te meje v naših glavah nekje izravnali, tudi ta naša blažena Evropa ali nesrečna Evropa, kot jo hočemo imenovati, ne bo vzcvetela, kakor bi želeli si vsi, ampak tukaj gledamo vsi samo na denar, kje pride iz Evrope denar.
problem Evrope je, da mi moramo živeti v Evropo v pravem pomenu besede. Korsi, gospodarstvenik in podjetnik, med drugim podpredsednik Goriške trgovske zbornice in član različnih gospodarskih organizacij in politik, vidni član slovenske skupnosti in leta 2017 tudi prejemnik predsedniškega odlikovanja za zasluge Republike Italije, je bil župan Števarjana. Ta šteje nekaj čez 800 občanov, predvsem Slovencev, 3 mandate. Toliko, kolikor je po zakonodaji to mogoče, od leta 1995 do leta 2009. Ob tokratnem obisku pa se je izkazal tudi za odličnega gostitelja v družinski gostilni Korsič. Ja, mi se sploh ne zavedamo, kaj oni, ki so za mejo, kaj jim ta matica pomeni. Ne? Ta matica jim pomeni kot, v bistvu, ne vem, kot mati. Mati je ena in edina. In nenadomestljiva in oni jo tako smatrajo in tega se mi, ki živimo v centru Slovenije, sploh ne zavedamo. Kako je biti Slovenec na tej strani meje? Zdaj je dobro, tako je. Tako je bila Slovenija, tako smo stali tukaj pod Italijo, smo bili zmerno Slovenci, bomo Slovenci. Če vi rečete, da ste Slovenec na tej strani meje, kaj s tem mislite? Kaj je tisto, kar vi mislite, da vas opredeljuje kot Slovenca? Hvala za vprašanje, ampak istočasno moram hitro tudi odgovoriti, da je eno vprašanje, ki se ga ne zastavljam. Mi smo pač tukaj Slovenci na tem ozemlju, ravno toliko, kot ljubljanski Slovenci ali pa mariborski Slovenci ali pa novomeški Slovenci, torej ni nobena razlika. Nas je razdelila, prvič nas je razdelila z matično domovino meja 47. leta. Števarjan je od leta 1971 najbolj znan po festivalu narodno-zabavne glasbe. Tradicionalen pa postaja tudi enogastronomski dogodek Likov na Trgu Svobode. Letošnji 14. po vrsti je bil posvečen vinski sorti Collio Bianco. To in še številne druge sorte, med drugim Sauvignon, Sivi Pinot, Furlanski tokaj, je gostom iz Medvod predstavil Robert Prinčič iz Jazbin pri Števarjanu, med drugim tudi podžupan Števarjana in predsednik konzorcija briških in kraških vinogradnikov in očitno dober naslednik očeta Izidorja. Družina Prinčič ima svojo zemljo na obeh stranih meje in presenetljivo, v Sloveniji je menda kljub vsemu manj birokracije kot v Italiji, je pa v Italiji cenejši repromaterial. Kako gre ena in druga država na roke vinogradnikom? Sej preživimo lih tako, kot Slovenija, tako tudi tukaj v Italiji. Delati je treba, pa skrbeti je treba, nekaj ni mogoče. Problemi so bili in boji, ni ki. Kaj pa birokracija? Toliko je, da birokracija, da jaz zato sem dal sinu, da se ranžira, da jaz gram zjutraj, da vstanem, da gram brejdu, da nemam nobenega problema, ko samo, ko pridem domov, da sem spotjan in da gram počivati. In kakšen je njegov odgovor na vprašanje, ali se bo odzval povabilu na svetega Jakoba? Bom prišel, ja, če mi je župan, Hadrijan mi je rekel, da če bom prišel. Na oba je povabilo naslovil Janez Šuštaršič, od slavnostne seje dalje častni občan občine Medvode. Mislim, da to je en primer človeka in sreča je, hvala Bogu, da je prišel tudi gospod Prinčič Izidor, kateri ima ista razmišljanja, iste načine, iste pristope, kot jih ima Janez, zato ker je bil dolgo let tale gospod Prinčič v občinskem svetu in smatram, da tile možje so neobhodno potrebni še vedno, ne glede, da mlajši rod gleda malo to zadevo po strani. Ampak, kot vsaka stvar v življenju, je treba, da je, kot potrebujemo mešani zbor, da ima štiri glasove, tako tudi v življenju potrebujemo, da je mladi rod, mlajši rod, mladi rod, srednji in tudi starejši, da sodelujejo pri
pri vsem dobrem za narod. Avgusta je minilo 78 let od dne, ko je nemški okupator v Smledniku v Baronovem Borštu v opomin ustrelil 5 talcev. Ob spomeniku v neposredni bližini golf igrišča v Smledniku je prejšnji četrtek popoldan potekala krajša spominska slovesnost in polaganje venca v organizaciji Združenja borcev za vrednote NOB Medvode. 22. avgusta 1941 so nacistični zavojevalci v Smledniku ustrelili 5 slovenskih fantov. Najmlajši med njimi Franc Sešek je štel zgolj 20 let. Ko so slovenski partizani leta 1945 osvobodili našo deželo, so se vsako leto na 22. avgusta prišli tem 5 fantom pokloniti občani Medvod. A zadnjih nekaj let je opazen velik upad ljudi, ki se jim prihajajo pokloniti. Vladimir Bertoncelj, predsednik Zveze Združenja borcev Medvode, meni, da je to zelo žalostno in da mora država ponovno začeti vlagati tudi v izobraževanje o domoljubju, da bodo ljudje ponovno začeli ceniti našo domovino in vse tiste, ki so zanjo darovali svoje življenje. Vse se veliko vlaga sredstev, ljubezni za vzgojo, za vsega, ampak kot prva stvar bi bilo, seveda je pa slovenski jezik, da ga, to materini jezik, da se ga obdrži. Kaj bi rekli naši predniki, če ne bi tako se predano, rečemo, izvajali vse te napore, žrtve in vsega, kar smo bili danes izgovorjenega tu na tem prostoru, da smo takole neodgovorni do tega. Bertoncelj prav tako meni, da če želimo ohraniti slovensko kulturo in državno zavest, je potrebno državljane že od mladih nog vzgajati v to smer. Ne zgolj v šolah, temveč tudi in predvsem doma. Zakaj ni tega več? Kdo je temu kriv? Seveda smo sami krivi. Krivi smo zaradi tega, ker predvsem doma se začne vzgoja, ta se nadaljuje pri vzgojnih varstvenih zavodih, v vrtcih in nadaljuje v šolskem programu. Če tega ne bo, potem še malo slovenskega jezika bomo imeli samo še za okras. Sedaj pa še enkrat pogled nazaj v počitnice. Zadnjo julijsko soboto je bila v prostorih gasilnega doma v Mavčičah, torej izven meja naše občine, predstavitev knjige zbornika z naslovom V zavetju Svete Magdalene in pod naslovom Življenje vasi Praše pri Kranju. Na predstavitev sta nas povabili avtorica zbornika, naša občanka Marjeta Žebovec in pobudnica za nastanek tovrstnega zapisa, domačinka, Prašanka Martina Eržen. Domačini Prašani pravijo, da ime kraja Praše izhaja iz besedne zveze prašati, kjer priti čez Savo. Med Kranjem in Smlednikom je bilo namreč reko Savo nekoč najprimerneje prečkati prav v Prašah. Dan, ki sta ga Marjeta Žebovec iz Smlednika in Martina Eržen iz Praš izbrali za predstavitev zbornika, ni bil naključno izbran, saj zavetnica Praške cerkve, torej Sveta Magdalena, po kateri zbornik tudi nosi ime, goduje 22. julija. In čeprav na vrhuncu turistične sezone je bil prireditveni prostor v gasilskem domu Mavčiče nabito poln. Pobudnica zbornika Martina Eržen prihaja iz ene od domačij pri Gorjanc. Bila je šivilja, upokojila pa se kot delavka Kranjske Iskre. Daleč nazaj ji je poznan njen rod. Zelo daleč nazaj, po mamen stran, gre rod Križnarjevih v Stražiše, to so Anžonov, to imam doma tudi rodovnik iz 1400 leta. A to rod pa prihaja iz Šentviške fare, iz Guncelj, gre pa tudi zelo, zelo daleč nazaj, zato ker so še tam pri Krvin, se reče, je taka hiša, da jo ne smejo podreti. Predvsem ima zelo rada svojo rojstno vas, zelo rada ima svoje sovaščane in je želela, da se to ponese naokrog.
Na idejo, da si praše zaslužijo to vrstno gradivo, je Erženova prišla po boleči izkušnji, sinovi smrti, ko si je dneve zapolnila z branjem, predvsem o zgodovini sosednjih krajev in življenju prednikov. In sem rekla, da ne bi šlo to tako v pozabo, da bi tudi praše, ki so dosti zanimive, v Paratova je ena brošura. Nisem pa nikoli mislila, da bo taka knjiga ratova, kot je zdaj. Gre namreč za zbornik, ki na kar 250 straneh v sliki in besedi predstavi preteklost, pa tudi sedanjost Praš, ki ima sicer le 60 hiš in okoli 200 prebivalcev, pa kar bogato sakralno dediščino. Veliko sem slikala, te prve moje slike so bile čisto amaterske, seveda, ko sem jaz te slike pokazala Marjeta se na to bolj spozna, je rekla, ja, kva pa ti misliš, saj so vse strehe ubiva, se ni ubene strehe v orang, niti pri kapelcah, niti pri križah, je rekla, kar še enkrat, in sem mogla še enkrat vse slikati. Veliko informacij sem dobila v 2 diplomskih nalogah, 2 krajank, pa seveda Blaznikovo loško gospodstvo, Blaznikovi urbarji, tam sem dobila veliko informacij, največ pa seveda od vaščanov. Martina se je veliko pogovarjala s svojimi sovaščani, prijazno so ji povedali stvari, seveda določene stvari je bilo pa treba pa dopolniti iz statusa animarum, ki mi je bil dostopen v elektronski obliki. Zbornik je sestavljen iz večjih sklopov, večji poudarek pa je avtorica, kar je tudi izpostavila na tokratni predstavitvi, namenila sakralni dediščini in obdobju, ko je bil kraj vključen v loško gospodstvo oziroma obdobju zemljiške odveze, ki je pomenila ukinitev podložništva in odpravo vrhovnih pravic gospodske nad zemljišči. Razlastninjenim graščakom so morali kmetje plačati odškodnino, zato je država ustanovila sklad za zemljiško odvezo. S pomočjo tega sklada so graščaki takoj dobili odškodnino, kmetje pa so lahko denar za odškodnino v sklad plačevali postopoma. Zemljiško odvezo je bilo konec fevdalnega družbenega reda. In sem ugotovila, da dejansko ni imela negativnega vpliva, ker so vse kmetije plačale zemljiško odvezo in živijo naprej. Kot velja v ustnem izročilu, vse kmetije izhajajo iz ene, iz Jurjeve, tistih 10 sinov, ki jim je oče razdelil svoje premoženje, in od tistih 10 kmetij jih 5 še vedno živi, kar se mi zdi fascinantno. Pod istimi imeni, na istem območju. Na Slovenskem je bila zemljiška odveza formalno uvedena z zakonom o odpravi tlačanstva, ki sta ga sprejela 7. septembra 1848 leta avstrijski parlament in cesar Ferdinand I. Žebovčeva je ob tokratni predstavitvi izpostavila vidno vlogo enega od Medvoščanov v tistem obdobju. Ja, Medvoščan, pravnik Matija Kavčič, ki je bil sredi prejšnjega stoletja zelo izobražen in zelo razgledan možakar. Predvsem pa je bil človek, ki se je upal. Upal si je reči, upal si je zahtevati, upal si je postaviti oziroma predlagati zakone, ki so bili za kmete razmeroma ugodni. Mislim, da smo lahko ponosni na njih. V zborniku je na kratko predstavljeno še obdobje obeh svetovnih vojn. Predstavljene so pomembnejše osebnosti kraja, najbolj poznan je prav gotovo Simonjenko. Dodani zanimivi zapisi o kraju v starih časopisih in opisanih je vseh 19 kmetij z domačimi imeni. In poznamo vse kmete, nas je malo v vas in zelo smo prijatelji, tako tudi k en drugemu smo hodili delati, pomagati, se zgovarjati in me ni bo strah tudi Marjeto ne peljati kmetom, da so oni osebno povedali, da je Marjeta sama tudi slišala, kako in je zapisala tiste zapise za nazaj, kako je v tisti rodbini. Sogovornike za tako imenovani popis ustne zgodovine kraja ni bilo težko najti.
Ja, veliko je tokrat prvič napisano. In hvala Bogu se tukaj v Prašah še zavedajo pomena ohranjanja ustne zgodovine, ohranjanja ustnega izročila. To, da še živi izročilo, da vse kmetije izhajajo iz ene velike, pa še marsikaj drugega, kar ustno izročilo glede izvora imena. To je tudi fascinantno, da 1000 let živi to ustno izročilo. Ne vem, kaj naj rečem, vsa pohvala Prašanom. Zbornik je nastajal kar pol tretje leto in je kaj novega izvedela tudi sama Erženova. Ja, da je imel Simoninko brata Ivana, vem, da je bilo več, pa sestra pa to, ampak nisem vedela, da je te pesmi pisal. To mi je bilo pa čista neznanka, nismo se ne v šoli učili in ne vem, je pa Simoninko meni zelo tako pri srcu, ker ima tole pesem, ki je včasih himna, naprej zastave slave. Ali pa Sorško polje, kako ga to lepo opisuje. Na predstavitvi zbornika sta pesmi Simonovega mlajšega brata Ivana recitirala Rudi Zevnik in Jožica Šparovec, svoje pesmi pa je predstavila Marija Kern, nekdaj Prašanka oziroma Nandetova Minka. Marjeta Žebovec nadvse radobrska po preteklosti, zato je avtorica, soavtorica ali urednica številnih tovrstnih del. Točne številke ne vem, moje delo je za Itale, potem so slovenski književniki, pa Jalnov življenjepis, pa Pustili so sled za občino Vodice. To so moje delo, drugo so pa uredniške, se pravi to pa 7, 3, 10, ne več, ne vem na pamet. Pretekli petek je svoja vrata odprla hiša na hribu že 5. po vrsti. Gre za skupnostni umetniški projekt medvoških avtorjev, vizualne umetnice Zvonketa Simčič in režiserja Franca Cegnarja, s katerim želita sodobne umetniške prakse umestiti v okolje naravne in kulturne dediščine v naši občini. Na odprtju na Mežnariji pri Sveti Marjeti v Žlebeh se je ob gnezdu, tokratni tematiki in stičišču projekta v toplem poletnem večeru zbralo lepo število obiskovalcev, ki so lahko prisluhnili zanimivemu kulturnemu programu in se predali umetniškim delom in instalacijam, ki tokrat napolnjujejo prostore in okolico Mežnarije na Sveti Marjeti. Projekt, zasnovan na kreiranju novih publik sodobnih umetniških praks, ki se jih trudi interaktivno umestiti v okolje kulturne in naravne dediščine na prehodu med urbanim in ruralnim, letos obiskovalce nagovarja preko simbolike gnezda in skupnosti. Jaz sem zelo vesela, da je danes lepo vreme, da je prišlo toliko ljudi in da smo lahko skupaj zgradili, poleg tega gnezda, ki smo ga že zgradili še mi skupaj s tem, da smo se zbrali na tem mestu. Ja, zelo lepo presenečenje smo doživeli danes s tem množičnim obiskom, s tem obiskom zanimivih, dobrih, tenkočutnih ljudi. Še vas sem prevzet od tega, saj to pravzaprav še traja. Sicer pa ja, vse je lepo povabljeni, razstava bo odprta 3 tedne, narejena je predvsem tudi za domačine, zato da bi se jim približala ta sodobna umetnost. Številni obiskovalci, ki so prvi večer večinoma verjetno res pripadali umetniškim in akademskim krogom, ni pa to nikakor pravilo v hiši na hribu, so v kulturnem programu lahko prisluhnili redko slišanim avtentičnim ljudskim skladbam slovanske in balkanske kulturne dediščine v izvedbi mešanega pevskega zbora Grlenice, ki ustvarja pod vodstvom priznane slovenske glasbene umetnice Zvezdane Novaković in vokalne skupine Za srce Mo. Obiskovalce pa sta poleg idejnih avtorjev Simčičeve in Cegnarja, tako kot vsako leto pozdravila tudi preški župnik Jure Koželj in župan Nejc Smole. Jaz sem tukaj že vsak let. Ful mi je dober, pa letos mi je spet. Mogoče mi je to prizorišče bilo še najljubše do zdaj. Navdušen sem nad celim projektom. Mislim, sam sem umetnik, tudi slikar, tako da sem mogoče še malo bolj tako
občutljiv, pa malo bolj me zanimajo te stvari in se mi zdi, da je tole nekaj najbolj neverjetnega v naši občini. No. In je tako, cela izvedba mi je ful simpatična, to petje, razstave, profesionalno vse, tako da res v enem večeru dobim ful velik, pa še pol se vrnem kakšen dan tako na obisk, pa si ogledam še enkrat. To je naravnost fascinantno. Mislim, kako povezati naravo, kako povezati izročilo in kako povezati sodobno umetnost. Tukaj je odgovor na to vprašanje. Čudovito je, prekrasno. Kaj vas je letos recimo najbolj nagovorilo? Pravzaprav vse, kar sem do zdaj videla. Vse je, ne vem, sploh superlativih, no, samo od teh kozarčkov osvetljenih z origamom in z dečki in deklicami, ki tečejo, mislim, vse je res pristno in čudovito. Čudovite pesmi, ki so me vrnile, ne vrnile, ampak popeljale v dobo, rekel bom, Svaruna, Istoka, Slovanov in tiste prvobitnosti, ki se je pri Slovencih počasi že zgubila in se zgublja. In mislim, da taki projekti, kot je ta današnji, je samo en velik plus, da se mi ljudje ponovno osvestimo, zakaj smo, da smo ljudje, ne pa tisti, ki hlepimo in hrepimo samo po nekih materialnih dobrinah. To danes je bila velika duševna dobrina. Projekt povezuje mesto z njegovo periferijo ter prostor umetnosti odpira tudi ljudem, ki bi sicer težko prestopili prag galerije in običajno ne obiskujejo ne razstav, ne drugih sodobnih umetniških produkcij. To je razstava, za katero si je potrebno vzeti čas. Je res razstavljena v vseh prostorih in v vsakem prostoru želim, da se obiskovalci zadržijo za trenutek in da nekako vase sprejmejo tisto, kar govorijo posamezni prostori. Letos je sploh glavna tema Hiše na hribu povezovanje, prepletanje. Tako tudi prepletamo lokacije v polhograjskih Dolomitih. Rečemo, da se tukaj nahajamo v naročju Polhograjcev. Se pravi, tukaj na Marjeti je nekako osrednji razstavni prostor, potem je naslednji razstavni prostor pri cerkvi na Katarini in pa potem naslednji pri domačiji pri Lenart na Belem. Hiša na hribu je poleg idejnih avtorjev pri ustvarjanju ponovno združila mnoge domače umetnice, ki so nekaj dni na Marjeti celo živele. Tokrat razstavljajo Mateja Kavčič, Mihaela Cjuha, Mojca Senegačnik, Zarja Menard, Mojca Sfiligoj, Valerija Wolfgang, Alenka Spacal ter 3 študentke Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Eva Bevec, Lara Mastnak in Tina Drnovšek. Jaz sem že tako bolj človek, ki je bolj rajš v naravi kot kjerkoli drugje, tako da že to mi je bilo pisano na kožo. Pa tudi vse ostale umetnice, ki so tukaj sodelovali zraven, so mi bile super ženske in so še vedno. In smo se fajn ujeli, no, in všeč mi je bilo to, da smo ene stvari skupaj delali in se povezovali. Tako zanimivo je bilo, no, kaj se je vse dogajalo. Vedno je en človek za nekaj boljši, pa drugi za nekaj drugega boljši in potem pride lahko en tak miks vsega skupaj, kar lahko obogati toliko bolj eno umetniško delo. Po zaslugi v Sloveniji živeče Japonke Keiko Miyazaki pa je imela letošnja skupina ustvarjalcev tudi mednarodni pridih. My original idea was completely different that I had because that's through that our discussions, through our communications, and because I was here for 3 days, and then somehow these energies that surrounded us, somehow that really reflect to my artwork. And this kind of like sort of nesting, this whole like surrounding that is quite secure, that the environment, and that really reflects me, somehow.
Projekt, ki je nastajal, rasel in se razvijal vse od novega leta dalje, je tako odprt in vabi obiskovalce željne tako narave kot umetnosti. Moje delo je sicer bolj usmerjeno na ženske, ker je pač tema mojih ilustracij so v bistvu čarna dejanja, ki so jih ženske v preteklosti izvajale. In predvsem ženske, ampak tudi vse ostale ljudi, da najdejo eno tako preprostost v sebi pa povezavo z naravo. For anyone that comes to Hiša na hribe, that if they see some of the works and if they get some kind of inspiration, that would be really, really nice. And because my work is about childhood, I mean their own childhood. So when they come to see my work and if they have some kind of inspirations, that would be quite nice. Yeah. Projekt Hiša na hribu pa bo v času svojega 3-tedenskega življenja na 3 lokacijah ga lahko obiščete vsak dan od 15. do 20. ure vse do 15. septembra, ponudil obiskovalcem še marsikaj. V tem tednu je tako že potekala video in landart delavnica za otroke in mladino s predstavitvijo končnih del v sredo. Potem pa nas bojo obiskovali še otroci iz počitniškega varstva Medvoškega, pa iz osnovnih šol in bomo pripravili ravno predstavitev landarta in tako dalje. Najbrž pa ni potrebno napovedati, da se v ponedeljek v šolske klopi vračajo šolarji oziroma nekateri bodo šolski prag prestopili prvič. Nekaj počitniškega razpoloženja smo ujeli še v kamero. Med počitnicami so v vseh 4 župnijah, Preski, Sori, Smledniku in prav ta teden tudi v Pirničah potekali, sedaj že lahko rečemo, tradicionalni oratoriji in pa prav tako tradicionalno in prav tako dobro obiskano počitniško varstvo pod okriljem javnega zavoda Sotoče. Počitniško varstvo za otroke od 6. do 12. leta starosti pod okriljem javnega zavoda Sotočje poteka že vrsto let. Zaradi tradicionalnega velikega zanimanja je bilo letos organiziranih kar 5 5-dnevnih terminov. Za pestro preživljanje počitnic z ustvarjalnimi delavnicami, športnimi aktivnostmi in predvsem druženjem je tudi tokrat poskrbela ekipa mladih sodelavcev v sodelovanju z lokalnimi organizacijami, Središče za naravno učenje Samorog, Turistično društvo Smlednik, Zavod CCC ter likovne in kreativne delavnice Bibi. Število prijavljenih otrok na posameznih terminih je 40 in tudi letos, prav za noben termin kmalu po datumu, do katerega se je bilo potrebno prijaviti, ni bilo več prostih mest. Letošnja posebnost je bila 3 dnevi taborjenja minuli teden v sodelovanju z Društvom tabornikov Rod dveh rek, odkoder so tudi posnetki, ob doplačilu 20 evrov. Cena 5-dnevnega programa počitniškega varstva je sicer 35 evrov, oziroma za tiste, katerih starši prejemajo socialno pomoč, celo brezplačen. Ob začetku biatlonske sezone se je ekipa televizije Medvode odpravila na Pokljuko, kjer smo srečali soobčana Roka Tršana, lanskoletnega državnega prvaka v biatlonu, ki je začel s pripravami na letošnjo sezono. Kako so potekale priprave na letošnjo sezono? V bistvu zelo v redu. Važno je to, da sem bil zdrav, da sem vse treninge lahko opravil, kakor je bilo po planu in jaz sem zaenkrat zelo zadovoljen. Kakšni pa so sami cilji za sezono? Predvsem izboljšati lanske rezultate. Lani ni bilo v bistvu tako, kot sem si želel. Nekako sem se čez poletje prekuril in potem po zimi ni bilo tistega, kar sem hotel. Letos sem zato bolj pazljiv pri treningu. Tako da najprej bi rad redno hodil med točke, potem pa upam, da mi bo še kakšen boljši rezultat, kar sem med dobitnike točk uspel. Prav tako smo na Pokljuki srečali tudi srebrnega olimpijca Jakova Faka. Fak nam je povedal, da ima tudi letos visoke cilje. Cilji so vedno visoki in ko se ne uresničijo, je potem dosti težko. Ni lahko najti motivacijo, ampak vseeno vedno najdeš neko pozitivno stvar in se probaš zmotivirati za še eno leto trpljenja in upaš, da boš vse naredil prav in da bojo rezultati tudi prisotni.
Ekipa televizije Medvode obema želi veliko uspehov v letošnji sezoni in prav tako želi vse najboljše ob rojstnem dnevu Roku Tršanu, ki je imel ravno včeraj rojstni dan. V zadnjem avgustovskem tednu so medvoški policisti obravnavali 4 prometne nesreče v občini Medvode. Prav v Medvodah je prišlo do trka zaradi nepravilnega premika z vozilom, počilo je tudi v Sori, prišlo je samo do materialne škode. V nesreči v Zbiljah pa je po cesti padel motorist, ki ni imel vozniškega dovoljenja, zato so mu med drugim zasegli vozilo. Še ena nesreča se je zgodila v Medvodah, povzročitelj pa je po nezgodi pobegnil. Kar 3 tatvine kolesa so se zgodile v Medvodah, bodite previdni, očitno je zdaj sezona tatvin, v Zbiljah pa je prišlo do poskusa vloma v avtomobil. Policisti so obravnavali tudi 2 intervenciji, eno v gostinskem lokalu v Goričanah, kjer se je pijan gost nedostojno vedel, posredovati pa so morali tudi pri pretepu, do katerega je prišlo na Golem Brdu. Da pazite na svoja kolesa, smo vas že opozorili, seveda pa enako velja tudi za vse ostalo premoženje, ki ga posedujete. Pametno si je tudi zapomniti telefonsko številko policije, na katero pokličite tudi, če samo vidite sumljive osebe in vozila, saj bodo policisti mogoče prav z vašo pomočjo uspešno polovili vse nepridiprave, ki se potikajo po občini Medvode. 2-krat smo šli spat in že je pred vrati novo šolsko leto. Ker so otroci še počitniško razpoloženi, bodo še malo nepazljivi prometni udeleženci. Pa tudi vozniki ste se najbrž navadili na razmeroma prazne ceste, zato vas bodo k dodatni previdnosti opozarjale tudi policijske patrulje v okolici šol in vrtcev. Policijska uprava Ljubljana, v okviru katere deluje tudi medvoška policijska postaja, pa vse svoje pomembne dogodke in informacije redno deli na svoji Facebook strani. Všečkajte jih tudi, če vam niso všeč. To je ena od Facebook strani, kjer se boste tudi kaj pametnega naučili. Kot že rečeno, šolarji se vračajo v šolske klopi, s tem pa tudi na ceste. Mnogi se tja podajajo prvič, zatorej ne bo odveč opozorila vsem udeležencem v prometu. Previdno, potrpežljivo in varno na vsakdanjih poteh, ki vas čakajo v prihodnjih dneh. Mi bomo z vami ponovno prihodnji četrtek. Nasvidenje!